Živijo, Peter spet z vami in kanal v naravo. Danes je pa en prav tak poseben izlet in sicer sem na Grohovo, koči na Grohovem, in sicer imamo merkacijski tečaj B in smo tlele cel vikend. In smo se fantje zmenili, da skočimo zjutraj na Radohoj tlele gor. Tako da, fantje so malo pred mano že šli, jih upam, da ujamem, jih predstavim, če bojo za, mi si pa pot ogledamo, pa mogoče še malo tečaja posnel, pa tako, predvsem pa tele lepote tle okoli, da malo spoznate. Nisem še nikoli tle šel, gor je plan po zavarovani, dol pa po klasični turi. Pot gre tam gor pod skalam, pa kele noter, pa desno. Zdaj pot pod skalam bomo šli po nej dol, gor pa po plezalni, je pa tatle. Vidite, ko je muh. Zahtevna pot. Drugače pa predvidevam, da so ene pol ure pred mano štartali, tako da grem kar hitro gor in malo težje diham, ali pa bolj globok. Hotel sem reči, Radoha je v Kamniško-Savinjskih Alpah, je visoka 2062 metrov, zelo priljubljena tudi pozimi, pri turnih smučarjih, tudi pri pohodnikih. Z druge strani dostop ni zahteven. Hotel sem pa še reči, še nekaj pa sem pozabil, malo kasneje povem. Prvi malo lepši razgled, tole pa Robanov kot drugače, desno. Ja, prej sem hotel še reči, da je Radoha, če se ne motim, edini 2000-ak v Kamniških Alpah Savinjskih, ki je na levi strani Savinje. Zdaj pa že slišim ene glasove, tako da, ampak so še kar pred mano. Se pa počasi približam skalam. Prve zaplate snega, pa kele naprej. Tole pa prekrasen pogled na Olševo. Pa najvišje kmetije v Sloveniji so tukaj. Ja, sicer jo bom pol z vrha pokazal, ampak pri prav najvišji kmetiji sem danes štartal, ker včeraj zvečer nisem mogel spati, ker je toliko skupno ležišča, toliko medvedov in enostavno sem rekel, grem do avta in 20 minut sprehoda je, pa sem tam spal. Zato sem jih pa tudi danes zamudil tele ostale. No, tole pa najvišja kmetija v Sloveniji. Zdaj se pa vidi Peca. Slišim pa tudi cinglanje zvončka. Mislim, da ni eden od naših, ampak da so ovčke. Gorski močerat. Prvi sončni žarki so že pokukali za obzorja. Je pa pot zelo dobro označena, ampak veliko manj nadelana, se pravi, predvsem oprimki z noge, oziroma ko stopaš, niso toliko izraziti, kot v Julicih, kjer so jih potolkali ponavadno. Ja, zdaj pa to živim tamle gor. Kakšna lepa potka je.
Drugače tukaj tudi slovenska planinska pot gre tlele. To je tudi, ta pot je zelo dobro urejena. Pa mislim, da po celi Sloveniji, čeprav nisem še bil, ampak tukaj prave fantje pa punce, je tukaj standard. Evo pa smo na drugi strani. Evo urca pa poj do Grohota. Tu gre pa ta lažja pot. Mala Radoha, zdaj gre pa velika. Še malo. Tale enka, kot vemo, pomeni slovenska planinska pot. Enka zraven markacije. Jože. Dobro jutro. Hvala, ko smo zbudili. Ja. Cura, bura. Evo, ekipca je šla dol. Vi pa dobrodošli na Radohi. Tako kot sem rekel, 2062. Sem pa prvič gor, da ni zima. Niso zimske razmere. Tamle je koča na Grohotu. Tamle pa najvišja kmetija v Sloveniji. Dokaj se da z avtom prijeti, pa naprej pa peš. Pa tamle dol gre pa panoramska cesta pod, oziroma ne, tamle se začne panoramska cesta, pa kaj gor, tukaj je pod Olševim. Evo še te visoki Kamniške Alpe. Tudi Julice, Triglav se lepo vidi. Ne, pa ni. Oblaki so. Julici so bolj tam. Oni bolj zadnji. Ampak se jih ne vidi. Tu pa Savinjska dolina. Tole mora biti smučišče. Se sem spomnil. Golte. To je pa Avstrija. Pa Peca, ne. Dala sem Kamniške malo dešifriral. Tole je Dleskovc, pol je Veliki vrh, pa Ojstrica, Planjava, ne, naprej. Pa potem je Brana, pa Turska gora, ne. Pa je pa Skuta. Pa naprej Grintovc, ne, če se vidi, če ni tisti dolgi hrbet. Mislim, da je dolgi hrbet, no. To je to. Ja, tamle pa Triglav, tam je Triglav piše, ker sem se čisto izgubil prej. Ja, to je to, čez dobre pol urce imamo zajtrk, tako da je treba od daljina iti. Pa še to, ja, iz te strani se prihaja pa tukaj gor, pa takole pa se pa malo preč sem. No, pa desno gor smo bili lansko leto tudi zimsko turo, si lahko pogledate. Pogled nazaj, pa naprej. Kakšen mer je res, prav samo tako, ptičke se malo sliši, pa zdaj je avion probrenčil. Razpotje in gremo levo. Takole, ko imate tako krožno turo, naprimer, ko imam jaz danes, ki je en pristop zelo zahteven, en je pa pač normalen, bomo temu rekli, je vedno smiselno, saj jaz jih tako lotevam, pa svetujem, da tudi vi, če niste toliko izkušeni, da se vzpenjate po bolj zahtevni, pa spuščate po lažji. Danes sem nekaj govorniško razpoložen, malo heca, ampak zdaj mi je prišlo na misel, da vam lahko še povem, verjetno se marsikdo sprašuje, kako se poti markirajo, oziroma kako se določijo časovnice za vzpone
je tako, pa za spuste, ne, nekje je povprečje oziroma nek normativ je 400 metrov višinskih na uro. Se pravi, danes smo naredili, tam odkoče pod grohotom, da sem le gor je okoli 600 metrov oziroma skoraj točno 600 metrov in markiranje za uro pa pol. Tako. Tisti, ki je očala, tle pozabil ga čaka na razpotju. Tukaj se pa vidi, da imamo markacisti B tečaje, ki je vse v lesu. Evo, takole pa zima naredi svoje, pa odnese. In treba posneti markacistom, da bo zrihtali to. Da še ekipco predstavim. Prvi je Marko, Rado pa Klemen. Tole spodaj je koča na grohotu, smo pa tukaj nekje na meji med Savinjsko pa Koroško. Tudi tole kočo upravlja PD Mežica. Tole nas pa v poti čaka, da bomo danes imamo še kar akcijo in cel dan bomo tlele okoli se učili, kako poti delati oziroma urejati. Kolega Gans. Kaj? Kolega Gans je nekaj. Evo, zdaj se pa dan začne. Takole drugače izgleda skupna ležišča. Pa tukaj še ne 3-4 sobe so, 5. Gremo pa zdaj jesti. Ja, pa stuširal sem se, se vidi, da sem čist nov. Počasi se pripravljamo na delovsko akcijo. Spet proti Rogovicu. Evo, počasi odpravljamo, ekipa gre dol. Jaz sem se javil, da ostanem še tlele malo, da sendviče naložim, pa jih pol prinesem, da bomo imeli za malco. Jih v kuhinji še delajo, sendviče namreč. Sendviči so natovorjeni, pa gremo. Tudi da ponaredi na enem stečaju ali ne na jakci. Ono gre speljati. To bi tudi bilo, ja, zanimivo. Ali to je pač stvar, karkoli bomo naredili, bo prav. Bomo odprli eno, pa tukaj dol noter pa zasuli. Zdaj smo na ogledu terena, pa malo debatiramo, pa ideje dajemo, kako bi naredili, pa bomo pa videli, koliko bomo naredili. Zdaj smo si ogledali delovišče, pičimo nazaj in z une strani začnemo sem delati, pridemo dokjer pridemo, tako da si lahko pridete pogledati
od najvišje kmetije v Sloveniji pa do koče na Grohotu. Kaj smo naredili? Pa kaj, ker pridemo. Pauza. Ta pa z vrhnge, ki skozi pauzo hoče. Nasmeh. Zdaj še eno smeh. Zdaj smo se zmenili, ena ekipa tele stvari, material keznos, druga pa že kopati začela. Lega nagodeta, koliko to nese. A ti kave bi? Z vrhnke, sem že povedal, ne. Cankarjev. Tako nekako, ali kaj? Tla nekje za te neke korenine noter. Tam bi mogel pokopati, tam je treba poglobiti, pa bi pol tle že nižje dobiš. Vidimo, kam prije. Zdaj se pa malo nasmej. Evo, eno javljanje, da vidite, kako to napredujemo. Muh je pri norcih, ampak tale del je skoraj zaključen. To je pa divji negode. Evo, tole je pa več ali manj končni izdelek. Pa gremo počas naprej. Tamne stopnice imajo pa malo več dela, so pa še v akciji. Evo ga, nov odsek. Koliko je tole? 8 metrov, ne? 8 metrov novega odseka smo naredili. Zaslužena malca. Le, kakšno presenečenje to je. Zdaj so pa lahko delali. Ja, malo moralne podpore, tako da... Hvala. Lepo fanti, kaj delate za nas? Ja, zdaj malo nadzora prišel pogledati, kaj imamo v planu. Tukaj še to naredimo, pa nam pa že materijala zmanjka. Ja, mi smo tudi ta del že končali, ne. Tako da smo kar divi. Oni pa še zmer tam gor šraufajo. To pa vedno lepo gledati ljudi, ki delajo, ki so zagnani. Ena ekipa se bo lotila še enega projekta, tako da jaz pa skočim nazaj po pijačo, pa zaključimo za danes. Tudi tale filmček bomo počasi zaključili. Daj, da pokažem še odseke. To je zdaj ta drugi odsek, tretji, četrti pa peti, tam naprej. Od teh ta zadnjih, pa naprej bo ta še dva. Bom pa od tele tudi vse posebej posnel. Evo ga tale drugi. Pa tukaj imamo tretjega. Evo pa še tole. Tisle naprej je bil pa najbolj zahteven del. Zdaj se moram pa jaz natovoriti, pa odnesti stvari ke, pa nazaj prinesti. Evo, pijačo sem dobil. Zdaj pa, medtem, ko smo bili mi v hosti, smo pa goste dobili na planini. Tako. Je tako. Nisem mu zgled najbolj všeč. Ja, to je to, ne, za danes. Malo drugačen video. Glede na to, kje sem, pa ko se je pokolopal še s tole raduho, sem rekel, da vam mogoče še malo pokažem delo markacistov. Kaj delamo, da ni to samo risanje markacij, ampak še veliko več. Tako, da se lahko sprehodite tako varno, ali pa vsaj približno varno po telih poteh. In da veste, da te poti niso samoumevne, da jih mora nekdo narediti. Tako da, fino, če ste hvaležni, oziroma pač kakor želite, no, sej. Smo bili pa veseli tiste pijače vmes, ki se je nekdo spomnil na nas. To je to. Naš pa raduha, luštna tura, krožna,
od tukaj urco pa pol. Zdaj, vzpon, nič posebenega, je sicer karakteriziran, mislim, da je kot zelo zahteven, ampak nič kaj takega, no. Spust je pa lahek in sam pejte, ne. Jaz vam želim, da tudi vi takole uživate, ke smo mi tele dni, oziroma ke mi tele dni uživamo. Danes je sobota, jutri še zaključimo tale tečaj, pa novim zmagam naproti, ne. Hvala, ker ste ostali z mano do konca ali pa z nami. Imejte lep dan še naprej, pa čau!